Ob lepem vremenu je v soboto na Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti potekala tradicionalna, že 9. paprikašijada in krst štrkov. Ker je paprikaš zelo razširjena lokalna jed v Pomurju, so se organizatorji že pred 9 leti odločili vsako leto pripravljati tekmovanje v kuhanju paprikaša, kjer pa si udeleženci lahko sami izberejo, kakšen paprikaš bodo pripravili. Danes imamo že 9. paprikašijado, smo zelo veseli, imamo 18 ekip. Poleg tega bomo pa še imeli krst štorkelj, tudi tega smo letos zelo veseli, saj so kar 3 mlade štorklje in bomo imeli krst štorkelj. Seveda bomo izbrali imena jim in botre. Tudi krst štorkelj je tako kot paprikašijada postal prijetna tradicija. Ja, za nas je to tradicionalno že 12 let, odkar smo prevzeli gostilno Lovenjak, so tudi je krst štorkelj, seveda pa je obisk štorkelj pri nas že, oziroma v tej vasi, pravijo vaščani, več kot 100 let in vsako leto se vračajo. Če je lani organizatorjem malo ponagajalo vreme, pa je bilo tokrat tekmovalcem zelo vroče, saj je poleg sonca za vročino poskrbel tudi odprti ogenj. Imamo se super, se greje vse strani, od zgoraj, od spodaj, od strani, tako da je super, diši pa krasno, mislim, ka. Vsaka ekipa se sama odloči, kaj bo glavna sestavina. Glavno je meso, zdaj odvisno, mi dva kuhamo zajčjega, drugače večina imajo piščančje, drugače lahko je tudi goveje, svinjske, bilo kaj. Pol zraven pa zelenjava in razne začimbe. Danes bova z mojim pajdašom pripravljala svinjski paprikaš, se pravi, glavna sestavina je meso, začimbe, kot so to luk, paprika, paradižnik, ostalo so pa malo skrivnosti. Paprikaš sicer po besedah upokojenega kuharskega mojstra Branka Časarja izvira iz Madžarske in Češke. V času madžarske oblasti pa se je paprikaš prenesel v Prekmurje. Pörkölt, golaž oziroma mesna omaka je v 19. stoletju postal priljubljena jed madžarskih kmetov v pokrajini Alfeld, ki se nahaja v južnem in vzhodnem delu sosednje države in se imenuje tudi Panonska nižina. In ravno ta paprikaš so tekmovalke in tekmovalci rekordnih 18 ekip z veliko vnemo pripravljali različne vrste. Strokovna komisija, ki sta jo sestavljala Konrad Purgaj, profesor kuharstva na SŠGT Maribor, in ugledna gostilničarka Majda Mogu iz Pernice, pa je na koncu ocenila vse paprikaše in določila zmagovalca. Slavila je ekipa prijateljev Janči in Pajdaši iz Lipovcev pred Zavcema, Alešem Bratušo in Petrom Vogrinom iz Aženskega vrha ter veselimi Vojvodnjani z Dušanom in Silvijo Pikulič iz Murske Sobote. Vse ostale ekipe, ki se niso uvrstile med prve 3, so dobile praktične nagrade. Kriteriji ocenjevanja so bili priprava, vonj, videz, okus in kreativnost. Povsem naključno so se na prva 3 mesta uvrstili različni paprikaši, in sicer piščančji, kunčji in ribji. Dogodek ob Lovenjakovem dvoru so popestrili tudi starodobniki. Ja, mi smo oldtimer klub oziroma avtomoto klub starodobnih vozil iz Goričkega, kateri se ukvarja z, kako naj rečem, varovanjem tehnične dediščine, da ne roma v tujino. Ste vprašali, kaj počnemo. Danes se vidi, kaj počnemo, to je naše delo, da se družimo, pripeljemo skupaj vedno več gostov, pripeljemo goste konkretno danes iz 4 držav, iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije. Danes nas je vozil, po moji oceni nisem jih štel, ampak ob 9:30 je bilo prijavljenih čez 120 vozil, tako da do 10. ure smo imeli prijave, pa mislim, da jih je kar krepko čez 120, ljudi pa po mojem je tam nekje okrog 200. Pot jih je vodila preko Avstrije. Tradicionalno, prvo leto, ko smo klub ustanovili, leta 2007 smo imeli prvo srečanje, takrat smo imeli prvo srečanje, prvo točko zbiranja v Kuzmi in smo rekli, tako naj tudi ostane. Od tam smo se pripeljali preko Avstrije, Jennersdorfa, potem preko Madžarske, preko slovenske vasi, pa vse Martinje, Grad, Bodonce, pa tule sem do Polane. Pot je bila zanimiva, za kar nekaj postanki, zanimivimi dogodki vmes in hvala Bogu, brez vsake nesreče. Seveda ni manjkala niti zabava. Za zabavo je poskrbel Mačo ter mladi glasbenici Dorina in Maruša.